Ustanovitelj Wikileaksa Julian Assange je danes zaprosil sodišče v Londonu, naj opusti nalog za njegovo prijetje, ki izhaja iz njegove kršitve pogojev za bivanje v Britaniji. Če bodo pozitivno sprejeli njegovo prošnjo, bi mu to omogočilo, da zapusti ekvadorsko veleposlaništvo v Londonu, kjer se že dlje časa skriva. 46-letni Assange je namreč na veleposlaništvu že od leta 2012, odkar se je tja zatekel pred izročitvijo Švedski zaradi obtožbe o posilstvu. Tega je sicer zanikal. Švedski tožilci so že opustili preiskavo o obtožbah, britanska policija pa je vztrajala pri svojih razlogih za prijetje, povezanih z varščino. Avstralci praznujejo svoj nacionalni dan. V Sydneyju se je dan začel s tradicionalno svečanostjo kajenja, množice so se zbrale na pristanišču Sydneyja in znamenite operne hiše. Čolni in trajekti so okrašeni z avstralskimi zastavami. Organiziranih imajo tudi veliko prireditev, koncertov in ognjemetov v čast prazniku. Dan Avstralije zaznamuje spomin na prihod prve britanske flote v sydneysko pristanišče Jackson leta 1788. Zadnja leta pa je vse več pozivov, da bi spremenili datum in pomen praznika, saj aboriđini poudarjajo, da je 26. januar spomin na začetek invazije. Indijski premier Narendra Modi je tokrat prvič praznoval Dan republike z voditelji Združenja držav Jugovzhodne Azije na letni paradi. Poklonil se je padlim vojakom v New Delhiju, nato pa si je ogledal razkošno prikazovanje vojaških moči in kulturne dediščine tega južnoazijskega naroda. Pri tem so se mu pridružili voditelji Mjanmara, Malezije, Filipinov in Indonezije. Sodelovanje z 10 državami združenja je za Indijo pomembno, saj so del skupne politike, v okviru katere krepijo politične in gospodarske vezi. Pojdimo nazaj v Evropo, in sicer v francoski Pariz, kjer že nekaj dni reka Sena zelo narašča. Zaradi tega so zaprte železniške postaje. Naraščujoča reka je dosegla 6 metrov, poplavila je dele Pariza, zaradi česar je začasno ustavljen promet, zaprli so tudi del muzeja Louvre in prepovedali promet na reki. Že prejšnji teden je Sena zalila pristaniške poti in ogrozila starodavne mostove in dosegla katedralo Notre Dame. Posebno opozorilo mestnih oblasti tako velja tudi za turiste, ki naj se zaradi varnosti izognejo lokacijam v bližini reke. Župan Pariza je ob teh dogodkih izpostavil, da poplave kažejo, da se bo moral Pariz prilagoditi podnebnim spremembam.